Namen današnjega srečanja je, da se združimo podjetja, šolstvo, institucije, v bistvu vsi, ki si želimo delati kakršnekoli posle s Kitajsko, oziroma da spoznamo Kitajsko. Jaz sem že več kot 20 let živela in delala na Kitajskem in bi rada zdaj združila to znanje, ki ga imamo v Kitajski in delila pač s podjetji, ki so tukaj, ki bi radi spoznali. Kakšen je interes Slovenije oziroma slovenskega gospodarstva za takšno sodelovanje? Jaz mislim, da vidimo tudi po današnjih udeležencih, da nas je zbralo 70 podjetij, tako da interes je velik. Vsi smo željni novih priložnosti in znanja, tako da jaz mislim, da imamo potencial tukaj. Imeli smo 3 teme, se pravi, v prvi smo želeli predstaviti Kitajsko kot kulturo, kako se živi tam, kakšni izzivi te čakajo, ko prideš kot recimo osebno, kot podjetje. Druga tema seveda avtomobilska industrija, brez katere ne moremo ta hip, in pa umetna inteligenca in robotika. Mislim, da vse, kar lahko rečem, je, da ne se bati novega, tako kot smo danes ugotovili, a je to nova država, ki je oddaljena od nas Kitajska, ali so to humanoidni roboti, gremo novim izzivom naproti, dajmo se povezovati, dajmo sodelovati in sigurno najdemo tudi pravo priložnost zase. Moje ime je Blaž Štefe, sem pa 10 let živel in delal na Kitajskem v avtomobilski industriji. Na današnjem kongresu mi je bilo veselje govoriti o tem, kako deluje kitajska avtomobilska industrija, kako je strukturirana in pa seveda o tem, kako se kitajski avtomobilski proizvajalci širijo na evropski trg, tako s prodajo vozil, kot tudi sestavo in samo proizvodnjo. Slovenskim podjetjem smo dali tudi nekaj nasvetov, kako naj se pripravijo na sodelovanje s kitajskimi podjetji, tako v Evropi kot na Kitajskem, in pa seveda o pomenu partnerstev, ki lahko prihrani veliko investicij ter dela in časa, tako kitajskim podjetjem, kot tudi evropskim. Mislim, da je glede na udeležbo na današnjem kongresu zanimanje strani slovenskih podjetij veliko, kar pa je seveda upravičeno, saj smo tudi na kongresu govorili o tem, da se tržni deleži med zahodnimi firmami in pa med kitajskimi na evropskem trgu spreminjajo. Na ta način pa se seveda tudi spreminjajo stranke naših slovenskih podjetij in zdaj, če hočemo prodajati kitajskim podjetjem, se moramo do neke mere tudi restrukturirati, spremeniti način svojega delovanja in pa način razumevanja kitajske kulture. Bi rekel, da na to pa odgovarja kar trg sam, saj lahko vidimo, koliko kitajskih podjetij investira v Evropski uniji ter tudi na Zahodnem Balkanu. Vidimo pa tudi, da se na trgu pojavljajo kitajska vozila, pa seveda moderna tehnologija, sistemi umetne inteligence in mobilne naprave, tako da mislim, da so zelo zainteresirani, da postajajo vedno bolj integriran partner v evropsko gospodarstvo. Ja, upam, da so bili tudi gostje na kongresu vsaj tako zadovoljni kot mi, ki smo nekaj prispevali s svojim znanjem, ki smo si ga v zadnjih 10 letih nabirali na Kitajskem. Torej, vodilo mrežnega podjetniškega inkubatorja je zelo preprosto. Stremimo k temu, da podjetja, ki nastajajo znotraj podjetniškega inkubatorja, s katerimi sodelujemo in njim pomagamo, poskušamo čim bolj povezovati tudi na trge in z posameznimi akterji, ki na teh trgih lahko pomagajo. In v tem kontekstu so tovrstni dogodki za nas zelo pomembni, ker na eni strani imajo možnost mlada, inovativna podjetja odkriti, kakšne so priložnosti, kje so mogoče še neke nezapolnjene niše, ki jih lahko zapolnijo, in pa na drugi strani dobijo direkten vpogled že izkušenih, kako in na kakšen način se pa tem trgom lahko približajo kot prihodnim potencialnim trgom za prodajo, sodelovanje ali pa partnerstva.
Zdaj, če sem zelo konkretna, mi imamo znotraj mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva 4 taka zelo mlada podjetja, ki so stara leto, 2, ki že nastavljajo potencialna sodelovanja z kitajskim trgom. Predvsem gre na področju zelo specifičnih tehničnih rešitev. Moram pa reči, da v bistvu glede na naše izkušnje, pa glede na njihovo dosedanjo pot in to, kar smo danes slišali, kar zelo drži, da je Kitajska drugačen trg, predvsem kulturno drugačen in da je ta vidik kulture potrebno poštevati tudi v poslu. Sam mogoče za primer, pa za občutek, ne gre, kot smo mi, Evropejci, vajeni, se usedeš, se pogovoriš, se srečaš drugič, tretjič, pa si že zelo blizu dogovora, ampak ta proces traja. Zgraditi se mora zaupanje, zgraditi se mora odnos in ko je to enkrat zgrajeno, potem gre pa korak za korakom hitreje dalje. Z vidika naše izkušnje kot podjetniškega inkubatorja in pomoči mladim podjetjem, ja, bistveno drugače v primerjavi z evropskim trgom, predvsem zaradi te zelo močne komponente kulture. In mogoče je to tudi nekaj, kar prepogostoma na ravni sklepanja poslov zanemarjamo in bi mogli biti mogoče na to tudi bolj pozorni.